Pozdravljeni, sva Helena in Pija in danes vam bomo predstavili najno raziskovalno nalogo z naslovom Tudi prava izbira žarnice, pomembna pri vsakdanjem življenju na področju fizike in astronomije. Torej, pri raziskovalni nalogi so se odločile, da bomo raziskovali, katera žarnica ima največjo svetilnost. Raziskovali bomo tudi, katera je imela najmanjšo oziroma največjo porabo elektrike in pa primerjali tudi njihovo ceno. Za raziskovalno nalogo pa smo se odločili zato, ker smo pred kratkim prenovili sobo in sva hotela, da bo imela najna kristalna miza največjo svetilnost, katera je tudi predpisana po zakonu in znaša 200 lux metrov. Zastavili smo si tudi raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo, katere sijalke so najbolj uporabljene glede na njihove lastnosti. Pred začetkom raziskovanja pa smo se morali spoznati tudi z različnimi pojmi, kot so naprimer kaj je svetloba, watt, volt in lux. Med raziskovanjem pa smo uporabljali tudi napravo Sense oziroma Messing Sense, ki smo ga priključili na računalnik in z njim merili svetilnost posameznih sijalk. Pa uporabljali smo tudi napravo Wastex, s katero smo merili porabo električne energije. Najprej smo začeli meriti svetilnost različnih sijalk, torej imeli smo navadno sijalko, LED sijalko, fluorescentno in varčno sijalko. Svetilnost smo najprej merili na 66 cm, nato pa na 2 metrih. To smo naredili tako, da smo od tal izmerili 66 cm oziroma 2 metra in na tla postavili Messing Sense. Nato smo iz naprave čitali določeno številko, ki nam jo je pokazalo in ugotovili, da ima največjo svetilnost na 66 cm in prav tako na 2 metrih prav navadna sijalka, medtem ko ima najmanjšo svetilnost varčna sijalka. Nato smo začeli meriti porabo električne energije. To smo naredili tako, da smo svetilko, v kateri je bila sijalka, priklopili v napravo Wastex in jo pustili vklopljeno 1 uro. Nato nam je izpisala podatek, koliko električne energije porabi določena sijalka in smo ugotovili, da največ električne energije porabi navadna sijalka, najmanj oziroma veliko manj pa vse ostale, najmanj pa LED sijalka. Nato smo te rezultate primerjali z rezultati, ki so bili napisani na embalaži in ugotovili, da je prišlo do manjših razlik, a najbolj nas je presenetila razlika pri fluorescentni sijalki, saj je bila razlika 10 kW, medtem ko je bila pri drugih okoli 4. Za na konec pa smo še primerjali ceno različnih sijalk in ugotovili, da je najdražja sijalka fluorescentna, najcenejša pa navadna, vendar med LED in varčnimi sijalkami pa ni bilo prevelike odstopanja. Nato smo primerjali tudi življenjsko dobo. Te nismo računali, oziroma preverjali, saj bi trajalo predolgo časa, zato smo verjeli proizvajalcem in ugotovili, da ima najdaljšo življenjsko dobo LED sijalka 30.000 ur, nato fluorescentna, varčna in šele navadna na koncu okoli 1000 ur, ima pa LED sijalka veliko večjo življenjsko dobo od vseh ostalih. Torej, ugotovili sva, da ima največjo porabo elektrike navadna sijalka, najmanjša pa LED. Največjo svetilnost smo zmerili pri navadnih in fluorescentnih, vendar najmanjšo je pa imela LED in varčna. Nato pa smo še pregledali tudi cene in ugotovili, da ima največjo fluorescentna, najmanjšo pa navadna. Pred nakupom pa se moramo seveda zamisliti, zakaj bomo to žarnico oziroma sijalko uporabljali. Če bomo osvetlili zunanje prostore, kopalnice, hodnike, bomo izbrali fluorescentno žarnico, saj oddaja hladno belo svetlobo, ki tudi odganja mrčes. Če pa se bomo odločili, da bomo osvetljevali otroške sobe, spalnice, učilnice,
oziroma hišne prostore bomo uporabili sijalke z toplo belo svetlobo, torej to pa so LED, navadne in varične sijalke. Če pa hočemo imeti žarnico za dolgo življenjsko dobo, pa bomo kupili LED sijalko. Hvala za vašo pozornost.